Dober dan, voščem Vanja Trkman in povabilo, da ostanete na valovih Radia Robin tudi v naslednji uri, ko bomo oči uprli v kanalsko občino. V studiu že lepo pozdravljam župana Miho Stegla. Župan, dober dan. Dober dan. Ja, pravkar ste se vrnili iz podpisa donatorske pogodbe, ki je potekala v prostorih kanalske občine. Morda za uvod nekaj besed o tej sami donaciji, kaj to pomeni za vaše nadaljnje sodelovanje s tem podjetjem. Pa spomnimo na zadnje, ko ste bili v gosteh, mislim, da bo ravno leto dni od tega, so vas tu pričakali delavci, ki so protestirali takrat proti, bomo rekli, dejanjem oziroma besedam kanalske občine glede samega dotičnega podjetja oziroma uredbe. Ali ta donacija ne nazadnje pomeni tudi otoplitev odnosov do podjetja? Kaj pomeni torej? Ja, prvo, da povem, v bistvu gre za donacijo v višini 2 milijonov evrov, gre za namensko donacijo, v bistvu gre za obnovitev oziroma prizidek osnovne šole Kanal, urejanje prometa, otroškega igrišča osnovne šole Deskle, javno razsvetljavo, komunalno infrastrukturo. Mi zelo pozdravljamo to donacijo, ki bo omogočila hitrejši razvoj lokalne skupnosti, in pa seveda razumemo to donacijo kot nek jasen signal podjetja, da želi konstruktivno sodelovati z lokalno skupnostjo in občino ter se držati dogovorov in predpisov. Seveda, glede na lansko dogajanje, bi rad samo poudaril, da se občina ni ničesar dodatno zavezala, razen pač omenjenih projektov. V višini 2 milijonov drži donacija? Tako, ja, je tako. V bistvu gre za sofinanciranje teh projektov. Mi si želimo seveda konstruktivno reševati probleme. Vemo, da ogromno problemov izhaja, pravzaprav so zelo stari, torej iz desetletij nazaj. Eden od naslednjih problemov, ki si jih želimo nasloviti in se nakazuje neka rešitev, je status vodarne močila in vodooskrba v sami industrijski coni. Menimo, da v bistvu trenutno teče nek dialog s podjetjem in v tem smislu mislim, da smo na pravi poti. Rad bi pa še omenil to, da sam ta dogovor o donaciji tudi smatramo kot izpolnitev sporazuma podpisanega v letu 2006. Stari dolgovi torej? Ja, pravzaprav že takrat je podjetje pač namensko nekako želelo sredstva vlagati v razvojne projekte občine. Glede samih stališča občine bi pa rad poudaril, da se bo občina še naprej zavzemala za zdravo okolje in pa zdravje prebivalcev, tako kot se je doslej. Torej, ne gre za, bomo rekli, neko približevanje stališč, kar se tiče uredbe oziroma sprejetja zakona o izenačitvi emisij za sežigalnice in sosežigalnice, ki je, spomnimo, tik pred sprejetjem oziroma v kakšni fazi je trenutno in podjetje ima na to 4 leta časa, da se prilagodi na te spremembe? Tako je, donatorska pogodba ni v ničemer povezana z ostalimi odprtimi temami. Glede same uredbe je pravzaprav stališče, si želi občina poleg zakonskega urejanja emisij, ki pravzaprav urejajo emisije ob navadnem, torej pravilnem delovanju, si želi pravzaprav spremembe oziroma tako jasno določene, nedvoumne zahteve tudi v primeru nekih okvar, nepredvidenih dogodkov. Menimo namreč, da je v bistvu za lokalno prebivalstvo bistveno, da naprava deluje čim bolj predvidljivo, torej da v bistvu čim bolj se obvladuje in s tem zmanjša možnost katerikoli onesnaženja oziroma samih neljubih dogodkov. Tako da se zavzemamo za mejne polurne vrednosti. Želimo si seveda tudi urediti nekatere druge težave, ki jih imajo prebivalci, smrad, prah, kamnolom, skratka, je kar nekaj odprtih tem, tako da si želimo od podjetja tudi konstruktivnega reševanja tudi drugih odprtih vprašanj. Torej bo odslej tekel dialog bolj odprto oziroma bomo rekli bolj redno? Jaz mislim, da nekako ta signal strani podjetja je. Mi bomo seveda tukaj zastopali interese prebivalcev, kot smo jih do sedaj.
Vsekakor podjetje sedaj posluje torej, dobičkonosno in dobro, no, tako boljši izraz. Je pa se vsi zavedamo in mislim, da je ravno to ključno, da se podjetja zaveda, da lahko samo soobstaja z lokalno skupnostjo, če v bistvu tudi dobro sodeluje tako z občani kot z občino. In mislim, da tukaj je neko splošno zavedanje, da vsi ti problemi, ki so se nalagali desetletja, jih moramo nekako sistematično rešiti. Seveda, to so od vodooskrbe in do različnih emisij in tako naprej. Tako da tukaj sem jaz previdno optimističen, tako da jaz pričakujem, da bomo na začetku prihodnjega leta uredili ravno status okrog vodarne močila in pa vodooskrbe, potem bomo pa videli, kako se zadeve odvijajo naprej. Motena dobava pitne vode, preventivni ukrepi prekuhavanja, obvestilo o začasni prekinitvi dobave pitne vode. Ta obvestila so žal kar precej pogosta za prebivalce kanalske občine. K temu je potrebno dodati še dve zares veliki onesnaženji, ki sta se zgodili v zadnjih letih, zadnja prav letos poleti. Velik korak je bil sicer narejen, župan Miha Stegl letos z odprtjem navezave na vodni vir Mrzlek. Pa vendar to področje še naprej ostaja pereče. Kaj še delate na tem, da takih obvestil vendarle ne bi bilo v bodoče? Občina Kanal je zelo nekako specifična občina. Imamo ogromno manjših individualnih virov, torej vodovodni sistem Mrzlek je pravzaprav prvi večji sistem, ki smo ga uspeli. Seveda večji sistem po eni strani lažje, enostavnejše vzdrževati. Teh 17 sistemov, nekateri so že starejši, nekateri v bistvu so bili tako na hitro, recimo udarniško narejeno. Marsikdaj šlo tudi za kakšne prvotno vaške vodovode. Seveda imamo težave tudi z industrijsko cono, torej v bistvu z vodovodom, ki je pravzaprav tako, že tudi 40 let in starejši, ker tudi pravzaprav niti se ne ve, kako potečejo cevi, tako da so v osnovi celotni sistemi zelo dotrajan. Mi smo zelo veseli, da smo uspeli dejansko zagnati povezavo na Mrzlek, tako da se v bistvu Deskle in vsa te kraji napajajo. Prvotno sta bile vasi Gorenje polje, Močila še na vodarni, žal, tudi ko se je zgodilo to onesnaženje. Trenutno je že narejen interventni obvod in tudi v funkciji, tako da se pač ne več uporabljajo gasilske cisterne za polnjenje vodohrama, ampak pravzaprav teče voda pač po vodovodnem sistemu v Mrzlek tudi do vodohrama. Tako da v bistvu je to začasno ločeno. Ta del je rešen. Ta del je rešen, bomo rekli, uporabnike tega industrijskega območja? Za te uporabnike smo zdaj vzpostavili stanje tako, da je v bistvu voda v sami vodarni primerna za pitje, ampak v celotnem omrežju pa primerna samo za sanitarne potrebe, ravno zaradi teh težav preomenjene. Tako da v bistvu tukaj bomo potrebovali tudi jasne posnetke oziroma se želimo dogovoriti na neko trajnejšo dolgoročno rešitev. Kot omenjeno, se s tem pogovarjamo s podjetjem Alpacem Cement. Tudi samo podjetje je vložilo, mislim, da 1 milijon, 2 milijona, celo milijon, če sem natančnejša, za obnovo te vodarne Močila, vendar pa je vseeno prišlo do tega neljubega dogodka. Ta neljubi dogodek je bil posledica pravzaprav uveljavljanja nekaterih garancij, tako da je žal prišlo pri temu do nesreče. Vesel sem, da smo tako hitro odreagirali tako na občini kot v podjetju. Je pa obnovljena vodarna en del zgodbe, drugo je pa samo omrežje. Tako da v bistvu tukaj pričakujemo, da bo treba še kaj postoriti. Podobno imamo na nekaterih vaseh,
oziroma nekatere vasi še nimajo pravzaprav samega vodovoda. Mi smo v letošnjem letu pravzaprav identificirali večje vodne izgube, nekatere smo tudi odpravili, tako da zgleda, da zdaj bo vode dovolj tudi za vasi Levpa, torej da bomo nadaljevali sam vodovod. In bo to tudi umeščeno v proračun za naslednje leto, tako da v bistvu bomo z gradnjo vodovoda po hribu pač v okolici nadaljevali. Sprejemanju je prav danes tudi na občinskem svetu strategija za vodooskrbo oziroma skrbe s pitno vodo v občini. Kaj ta predvideva? Ja, ta predvideva, da se bo vodarna Močila uporabljala izključno za industrijsko cono, tako da v bistvu ne bo noben več v strahu, da bi se lahko neka zadeva zgodila, vplivala na prebivalce. In to je bistveni pač del spremembe. Želimo pa seveda tudi obnoviti vodne vire. Tukaj govorimo pač posodobitev raznih vodarn. Zelo delamo na tem, da bi v bistvu bile vse vodarne povezane, torej da bi redno spremljali. Da ne bi prišlo v času poletne suše do izpada? Ja, torej da bi spremljali stanje vode, nivoje vodohramov, motnost, nekatere druge parametre, torej da bomo imeli celoten sistem dosti bolj pod nadzorom, kar je pač bistveno. Žal pa take spremembe ne grejo tako hitro. Tudi terja verjetno veliko sredstev. In ljudi. Tukaj sem vesel, da smo zaposlili nekaj novih ljudi, tako da smo... Na režijskem obratu. Na režijskem obratu, tako je. V letošnjem letu se je tudi zamenjal vodja režijskega obrata in s tem prevzel pač neko funkcijo. Poskrbeli smo, da je prišlo do nekega lepega prenosa, torej tako znanja, izkušenj, tako da v bistvu nekako sedaj pač ima oporo tudi v starejšem gospodu, mentorju, tako je, Medveščku. In je pomembno, da se v bistvu prenosi med generacijami zgodijo konstruktivno in ne pod nekim časovnim pritiskom. In me veseli, da so se pač kar ujeli celotna ekipa. Imajo pa ogromno za narediti, mi moramo pa tudi zagotoviti finančna sredstva za to, ampak mislim, da pri vodi ne bomo šparali. O obvoznici skozi kanal je govora že vrsto let. Slikoviti kraj, ki ga vsi poznamo, z znamenitim mostom in veduto, se že nekaj let duši v prometu. Ob vsaki veliki prireditvi, znameniti most, znameniti skok iz mostu, recimo, pa znova vprašanja, kdaj bo speljana obvoznica skozi kraj. Vemo, da je direkcija že opravila ta prvi poseg, torej šlo je za rušitev hiše na ovinku, v tem ozkem grlu, če tako rečem. Kako pa naprej in predvsem kdaj? Ja, zdaj kanalska obvoznica ima dolgo brado, to ve marsikdo. Se je pa res v zadnjem času povečal promet, predvsem težjih tovornih vozil, tudi zaradi logističnega centra višje v Posavški dolini. Tako da v bistvu pred kratkim je nekako bilo tudi upravljeno ponovno štetje. Zdaj sama obvoznica naj bi se začela torej tam pred mostom, kjer se je prišlo tudi do same rušitve. Zdaj v tem času se je pripravil projekt, torej v bistvu tega upadnega dela. Prvotno je bilo sicer mišljeno, da ne bi bilo tam krožno križišče, vendar je tudi pač na pobudo prebivalcev in raznih strokovnih komentarjev prišlo do spremembe, tako da tam bo zdaj neko navadno križišče. Govorimo torej o tej hiši pri Rafaelu po domače. Ja, tako po domače, ja. Zdaj tukaj v bistvu se zadeva odvija naprej. Jaz računam na to, da se bo zdaj začelo v recimo konc prihodnjega leta, da se to tudi uredi. Je pa tukaj v bistvu tudi vprašanje podjetja Plastik. To v bistvu podjetje ima tudi kar nekaj zaposlenih in je že leta na tem področju. Mi smo v pogovorih s podjetjem želeli iskati tudi alternativne lokacije. Samo podjetje se želi tudi posodobiti, torej so pred nekim investicijskim ciklom, kar je zelo spodbudno in si pač želimo podjetje zadržati. Zdaj, če bomo pa seveda nesmiselno nekaj hiteli, pa
je pač težava tudi za samim podjetjem. Jaz tukaj mislim, da moramo pač uporabiti pametno, pač svojo pamet. Zdaj nekatere pač, ko so primerjali ta promet, je tudi kar nekaj pritožb glede tovornega prometa v Desklah. Kaj so torej pokazale te številke, če imate kakšne podatke? Številk še nisem dobil, ker je bilo to v bistvu pred kratkim. Je pa povečanje kot je pa v bistvu, tako prebivalci opažamo, kakor pač dejansko je pač večji promet, imamo v bistvu tudi večja podjetja, kot je TKK, gre tudi nekaj tovornega prometa čez kanal. Predvsem je zadeva moteča seveda v vrhuncih sezone, seveda so pa nekateri, če bo pa promet šel mimo, pa ne bo niti se ljudje ustavljali. Jaz nimam teh pomislekov. Sem pa prej Je bil torej kraj sam zaprt na to? Ne, kraj sam ne bo zaprt, že zaradi tega, ker je pač rabimo neko prehodnost. Bo pa v bistvu promet hitrostno omejen. Trenutno imamo seveda mi veliko težavo z samim mostom. Uradno tam pravzaprav ni prehoda, torej v bistvu nimamo varne šolske poti in to je eden ključnih problemov, ki ga bomo mogli nasloviti. Tudi sama recimo ograja, kanalete, kakorkoli pač je dotrajano, tako da ta del se bo mogoče obnovil v kratkem. Stvari pač potekajo naprej, smo še zmeraj v neki fazi odkupov, je pa tudi v smislu priprave občinskega prostorskega načrta. Želimo v bistvu nekako premisliti vse možnosti rešitve. Občina je tudi naročila celostno prometno strategijo. Pravzaprav s Posoškim razvojnim centrom se izdeluje regijska cestna strategija. To bodo vse pač neke strokovne podlage pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta. Imeli smo tudi neko delavnico oziroma večjih delavnic, še bodo. Kje se obvoznica na to priključi nazaj, bomo rekli, proti Soški cesti oziroma pred Desklami? Po trenutnih načrtih je to v bistvu kmalu po obstoječem mostu, to recimo za Mercatorjem, je pa kar nekaj pomislekov, tako strokovnih, tudi strokovnih in urbanističnih. Namreč zelo pomembno je, kaj nameravamo narediti s tem prostorom, tudi v bistvu obstoj plastika, a bo to v bistvu, vsi vidimo, da bi bilo sicer dolgoročno gledano za industrijo pač boljše najti neko primernejšo lokacijo, da so potem tudi lahko imajo možnost širitve, izboljšav procesov in tako naprej. Tudi narodno je, da pokopališče, zdravstveni dom, vse ostaje na drugi strani obvoznice, tudi nimamo nekega lepega prehoda Gorenja vas, nimamo pravzaprav Gorenja vas, ima sploh težavo z dostopom večjih vozil, tako da je kar nekaj takih strokovnih vprašanj, ki bi se jih pa želeli tudi v kontekstu obvoznice nekako nasloviti. Še vedno torej ni, bomo rekli, tiste dokončne rešitve za samo obvoznico. Recimo lahko rečemo, ja. Ko smo že pri cestni infrastrukturi, župan, prispelo je vprašanje poslušalca, kdaj bo narejena cesta oziroma dokončana cesta kanal Lik. Gre za eno veliko investicijo, kje je obtičala. Ja, sredstva so bila pred leti v državnem proračunu. Torej v bistvu vse pa z poplavami in pa v bistvu spremembo prioritet tako na infrastrukturi, pravzaprav ogromno cestnih projektov v Sloveniji pravzaprav financiranje spremenilo, torej v bistvu so klesli tudi nažalost na našem koncu. Mi vse čas, torej govorimo o državni cesti, torej vse ceste nekako na mejne prehode so bile zakonom državne ceste, torej tukaj v bistvu zdaj občina ne more nekaj na svojo pest delati. Mi smo se večkrat sestali z direkcijo, smo v bistvu z različnimi pristojnimi. Sredstva so že bila obljubljena, kaj ne? Tako, da v bistvu tukaj si želimo, da bi se zadeva vseeno nadaljevala. V bistvu se še zmeri projekt je delno sprojektiran, še zmeri se saj na tem delu
nadaljuje. Zdaj mi tudi vidimo, da je to zelo pomembno pač za čezmejno sodelovanje. To je v bistvu, so to ceste, ki vodijo do mejnih prehodov. Želimo si dobrega odnosov in pa pač dobrih povezav z sosednjimi občinami, prebivalstvom, z mejskimi Slovenci. Torej boste urgirali nekako? Ja, zdaj tako smo pa v bistvu tudi v pogovorih glede mosta Podklanec. Torej tudi tukaj zgleda, da se bomo premaknili in pač je to zelo bistvenega pomena za to ravno čezmejno sobivanje. Tako da bomo tudi tukaj v bistvu v tem kontekstu probali kaj doseči, da se vsaj te premakne. Ja, vse v bistvu imamo podobno zgodbo tudi Ročinkam Breško, tako da imamo kar nekaj odkritih težav in tudi v bistvu v zadnjem času je pač bilo nekaj teh podorov oziroma nekih nujnih odsekov, ki jih bo treba sanirati, tako da to smo pa še posebej izpostavili direkciji, da bo treba tam čim prej urediti. Prejle, ko sva govorila od kanalske obvoznice, ste omenili, da bi si tudi Deskle zaslužile svojo obvoznico. Promet vemo, da je številčen oziroma se povečuje tudi skozi sam kraj, kjer je šola, bomo rekli pločniki. Ste omenili oziroma se kaj kuha tudi na to temo? Ja, jaz mislim, da smo ravno v fazi občinskih prostorskih načrtov, torej začetku procesa za sprejemanje novega prostorskega načrta, kjer je pač bistveno, da se pogovorimo o ciljih in željah in predvsem potrebah prebivalcev, tako da tu je absolutno nekaj, kar bi bilo treba v temu prostorskemu načrtu nasloviti. Se pravi, neka delavnica je bila izvedena, želimo pa, da bomo konkretizirali ideje, da bo teh delavnic še nekaj, da bodo predstavljene tudi kakšne same ideje. Jaz mislim, da je nujno poskrbeti za varnost občanov in predvsem šolarjev in šolark. Tukaj v bistvu bomo pa že v naslednjem letu se pa saj pristopili k umiritvi prometa in pa predvsem ureditvi šolske okolice šole. Ja. Kot čisti laik, ki se vozi večkrat po Soški cesti, kaj pa sama povezava, bomo rekli, skozi kanal mimo ob železniški progi, torej mimo Deskel, bi zajela lahko tudi ta obvoznica, če še nekaj besed namenite tej ideji? Ja, to vsekakor je taka vizionarska rešitev, je pa ta rešitev zelo v duhu trenutnih urbanističnih smernic, torej v bistvu, da se ne gre v neko dodatno uzurpacijo prostora, torej v bistvu, da že poznani prometnici, torej govorimo o železniški progi, sporedno poteka tudi glavna cesta. Kje pa so ovire, morda? Ovire so, da v bistvu, tako kot vedno, mi v bistvu cela Soška dolina je Soška dolina in je pač na trenutke zelo ozka, torej v bistvu imamo čisto stvar reliefa, strukture reliefa in tukaj pač vprašanje geomehanike in tako naprej. Bi pa taka rešitev zelo znatno povečala pretočnost, je pa to res nekaj dolgoročnega, je pa treba take rešitve ravno zasledovati res, če se gledamo 50-70 let naprej, ker to so pač neke večje umestitve, ki pa mora biti pač nek tudi smiseln dolgoročni načrt in pač se pravim, z strokovnega stališča ima smisel. Mladi in stanovanja, tudi v kanalski občini se mladi ubadajo s težavo, kako rešiti to prvo stanovanjsko vprašanje, kako do strehe nad glavo. Župan Miha Stegelj, na to temo smo prejeli tudi vprašanje poslušalca, kaj nameravate v občini postoriti za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja, kaj je s projektom stanovanj v Morskem, ki ga je načrtovala prejšnja oblast in kaj menite o stanovanjskih zadrugah, kar nekaj iztočnic torej. Ja, zdaj pomembno je seveda imamo več pogledov na to. En je gotovo prostorski, tukaj v bistvu govorimo o možnosti pozidave. Žal je v bistvu občina Kanal že prvič po reliefu zelo neugodna za neke površine in gre tukaj tudi za velikokrat menjavo iz kmetijskega v stavbno zemljišče.
Kot prvo je v samem občinskem prostorskem načrtu 2, ki naj bi se sprejel. Kdaj? Ja, Pomemben podatek? Torej, v prihodnje leto. Zdaj, žal, je v bistvu bil sprejet v času COVID-a pod določenimi predpostavkami, kjer je bila ravno ta menjava zelo omejena, a ne. Druga zadeva, ki se je pa tudi pojavila dodatno še z poplavami, je v bistvu erozija in pa plazovitost. Že v prejšnjih pobudah so prebivalci dobili, da je pravzaprav več ali manj vse področje plazovito. Torej zazidljivih parcel primanjkuje. Zelo primanjkuje, predvsem nimamo nekih strokovnih podlag. Zato se je občina odločila, da bo za celotno občino, torej za celotno področje je že naročila geomehansko študijo, in sicer do te podrobnosti, da ne bo več potrebno za neko vlogo delati dodatnih študij. To bo tudi v prihodnosti en korak manj za investitorja, ne, tudi za pač mlade družine. Jasna bo cela slika občine, tako da se bo dalo mogoče poiskati različna področja že iz tega, tako da bo to del ta strokovna podlaga del občinskih prostorskih načrtov. Stanovanja v Morskem? Stanovanja v Morskem, ja, tudi tam je treba zadevo tako lastniško kot prostorsko urediti. Ampak boste nadaljevali s projektom? Ja, v bistvu zaenkrat so načrti ostajajo. Mi smo v okviru tudi priprave prostorskega načrta naredili neko analizo, kjer smo ugotovili, da se prebivalci iz večjih krajev odseljujejo, torej Kanala, Deskel in tako naprej, v okolico se pa priseljujejo, tako da nismo tako pesimistični, tako, ja. Želimo si, da bi seveda se prebivalci vrnili, da bi imeli možnost, je pa analiza pokazala, da imamo 700 praznih stanovanj, ne. Torej tudi to je neka tema, veliko govorimo tudi o enih starih neizkoriščenih hiš, tako da na občini razmišljamo zdaj, kako spodbuditi to obnovo, oziroma ali pa neko hišo, če ni smiselno, se poruši, pa je saj zazidljiva parcela, recimo. Tako da tukaj bomo videli, kakšne so možnosti tudi za spodbudo nekih kreditov in tako naprej za mlade družine. Torej, prazne stare hiše, krediti, stanovanje v Morskem. In urejanje prostorov, ja. Tako da bo cel sklop nekoliko olajšal to stisko. Omenili ste že vprašanje demografije, oziroma dejansko se s podobnimi težavami srečujejo sosednje občine na Goriškem. Prav tako pa se mnogi mladi ne odločajo za vrnitev v svoje domače kraje. Kako obrniti ta trend? No, vsekakor je, da je dostopnost stanovanj, ko bi rekel, lažja, ne? Tukaj osebno menim, da je bistvena sestavina kvalitetna osnovna šola, torej tudi varnost za otroka, torej da ima po eni strani možnost narave, po drugi strani izobrazbe, neka ponudba za dodatne aktivnosti, tako da med drugim sem tudi vesel, da imamo pač košarko zdaj v Desklah, odbojko v Kanalu, torej pač pestrost, dodatne ponudbe. Tudi prva Lego liga recimo se je začela, tako da pač prihaja vedno več takih aktivnosti primerne za osnovnošolce, bo pa treba seveda delati tudi na nekih prevozih, javnih prevozih, da bo potem tudi za srednjo šolo oziroma pač ostale kraje recimo lažje te dejavnosti potem dostopati, torej da iz vasi pridejo do Kanala in nazaj. Ja, novo leto že trka na vrata. Čas, da se ozremo proti novim projektom. Kateri so tisti glavni oziroma katere ste zastavili za naslednje obdobje? Eden večjih bo prizidek osnovne šole Kanal in pa obnova kuhinje. Ki jo boste uredili s pomočjo tudi donatorskih sredstev? Tudi z sofinanciranjem, tako je. Potem bo začetek oziroma gradnja vodovoda proti Levpi, in pa seveda urejanje varnosti v Desklah in pa odpravo oziroma obnovo vodovoda in zmanjšanje izgub v Desklah. Vodooskrba torej ostaja med tistimi prioritetami. Sicer pa, kot sem omenila, pred vrati je novo leto, v praznični december boste v Kanalu zakorakali ta četrtek s prižigom luči, z obiskom Miklavža. Tudi letos pa se obeta kar precej veliko drsališče. Drži, kdaj bo odprtje oziroma kaj vse še načrtujete?
Tako je, imeli bomo otvoritev novega drsališča 12. decembra, tako da vsi lepo vljudno vabljeni. Letos bo drsališče še nekoliko širše, tako da... Pokrito, drži? Pokrito še zmeraj, ja, to se je izkazalo za zelo dobrodošlo in pa tudi lažje je bilo planirati kakšno zadevo. Mislim, da bo novost letos kakšne hokejske tekme, nadaljevali bomo s curlingom, dogodkom, tako da bo pestro. Po novem letu bomo organizirali tudi kakšne tečaje, posebej v času šolskih počitnic, tako da vsi lepo vabljeni. Poskrbeli bomo pa za še boljšo ponudbo na področju gostinstva, tako da bodo starši imeli kaj za poklepetati. Predosnovna šola Kanal. Kanal še zmeraj. Župan, čas naju že priganja, tako da bomo zaključili ta pogovor. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in seveda vse dobro tudi v novem letu. Ja, jaz tudi želim vsem občankam in občanom lep vstop v novo leto, predvsem pa veliko družinskega veselja, sreče in pa osebnega zadovoljstva. Smo že privoščili. Ja. Seveda voščim pa tudi vam lep dan še naprej in hvala, da ste bili z nami. Na slišanje. Dober dan, župan.